Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 153. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Juretom Karasom, ki je scenarist, del dueta, ali kako se temu reče, Slon in Sadež, in pa daleč najboljši živeči igralec enega inštrumenta, kar zveste v pogovoru. Naprej začnemo, tako kot vedno, ful hvala vsem, ki delite te pogovore, pa dajte ocene v iTunesih, največ pa seveda pomeni, če me podprete, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si pošiljka podpri, pa tam poklikate, ves denar gre v to, da lahko jaz tole še delam, da lahko pač času vlagamo tole in pa energijo. Tako da res ful hvala vsi, ki podpirate, ne veste, koliko to pomeni, res ne. Tako da še enkrat hvala, to sem zdaj ta sedmič rekel, tako da dosti introta. Zdaj pa Jure. Prvo vprašanje, ki je vedno isto, kdo si in kaj počneš? Jaz sem Jure Karas, počnem trenutno v glavnem pišem, ukvarjam se s humorjem, rečemo temu generalno, se pravi malo muska, zdaj veliko pišem, to je to, včasih improliga, tle nekje smo. Na improligi sem te jaz po mojem tudi prvič videl. No? Verjetno. V Kudu. Verjetno. Tako kot vse ljudi se mi zdi, ki zdaj karkoli skoraj delajo, ki pišejo. Ker ti si je ratala neka orenkvalilnica na eni točki, nekega folka, ki je potem počel stvari, ali ne? Je s tem, da dober piscev, ne vem, aj prav ogromen z improlige. A jaz? Mislim, se nas itak ni veliko. Do tega itak pride. Okay, Okay, pa greva pač... Imam rekel začetek, to se lame slišne, ampak pač Slon in Sadež, ja. To mora vsaj omeniti. Tega nisem omenil, evo. Ja, rekel si muska, ne vem, muska. To je tam, ni to tam not zapakiran. Seveda, ne, sam nisem pa tako poimensko, kao sem pa uni Slon in Sadež, ta lepši Slon in Sadež, tako bejbe pravijo, jaz nisem tega jaz rekel. Okay. Jaz se mogoče ne bi strinjal s tem, ne vem, pač to nočete disati, ampak... Ne vem, lahko vpraša bejbo v sosednji sobi, ampak ne, se ni, Igor je ta lepšno, jaz sem ta bolj duhovit. To je skoraj boljš, ne, pri tem, kar počneš. Tako da, ja. Skoraj boljš bi... Ne, kaj me zanima? Pri Slon in Sadež me ena stvar razdelja. Kaj sta vidva, recimo, videla napreden sta začela to delati, kar sta delala? Ker jaz težko verjamem, da sta videla rekla, mi da bova pač snešna z musko, ne? Mene samo zanima, kaj sta vidva konzumirala, v smislu, to se ne robe slišati, sorry. Kaj sta vidva poslušala pač v temu, sploh ne vem, ko se temu žanru ali karkoli reče, muzični komediji, gremo temu tako reči. Kaj sta vidva tako absorbirala, da sta potem se tega lotila? Ja, ne boš verjel, ampak po moje glasbene komedije res nisva absorbirala midva nič prej. Aha. In meni se zdi to v bistvu the best in je verjeten razlog, zakaj sva samoniklo slovensko takšna, kot sva. Ker če bi, kasneje sem jaz recimo šele, pa dobro, se prej tudi ni bilo še Flight of the Conchords, pa ne vem, Oates and Garfunkel, pa tako naprej. Jaz pol, ko sem to videl, mi je bilo grozen, pa dobro, se pol sem pogruntil, da smo v bistvu istočasno prišli nekak ven, sem pol že pomislil, da smo mi kaj kopirali, ali kako, ali kaj se je zgodilo, ne, ampak to so isti bendi, zares, ne, če tako pogledaš, ne, mi smo identični v nekih stvarih. In recimo, jaz sem prav namerno, sem In Flights in Oates and Garfunkel ne spremljam, ker mi gre na živce, ker imam polsko občutek, da en komad čak, to je v bistvu sam verzija njihove ideje, ne, mislim, kar je pri humorju itak tako, no, pri humorju obstaja v njih nekaj formul, ne, zdaj samo vprašanje, kako boš v tem trenutku to spelu na nek svoj, ampak ja, skratka, nisva imela nekih glasbenih vzornikov in se je začel, ker, veš kaj, te Improliga je bila včasih to zbirališče čudakov in smo pač štartali smo iz tega, da smo čudni in pol smo začeli malo delati komade in je kul. Sem jaz ta proper komade delala. To ti praviš, kaj pa ti veš o muski? Jaz nič ne vem o muski, to je jasno. Ne? To je dosti res. Ampak samo zato, ker sem pohvalil. Ne, meni se zdi, da pač, veš, brenkat, recimo, ne, pa 4 joke noter za 5, ne, okej. Jaz sta imela pa dejansko ene par tako komadov, ki bi lahko mogoče tudi brez šal stal sami zase. Jaz res ne vem. Ne, pa veš kaj, nočem izpast v smislu, ali da bi preveč hvalil, ne, ampak veš, zato sem tudi vprašal v smislu, kaj sta prej poslušala, ker prej jaz nisem menga zasledil to delati.
In ne vem, kaj narediti. Ne, ok, dobro, mislim, poslušala sva full muske, nisva poslušala nič komedi muske. Ampak kako pol pride? A pol sem zaradi tega, ker sta pač v improtu, pa ker tam vem, da je ene par formul, mislim tako. Po mojem sva sem združila to, da sva bila oba improvizatorja in oba sva bila muzičarja. A veš, ne, midva sva napolno špilala takrat, mislim, full več, kot zdaj igram, ker tak nimam cajta, ne. In pač bila sva v muski noc, ko sva neke une kitarce brenkala, pa to levo desno in pač sva združila to dvoje, ne. Ni bilo pa nekega, ajde, če moram zdaj komični glasbeni vpliv, mogoče ne, rockeri smo ravu, oba dva sva jih poznala, ampak to je v bistvu toliko daleč od tega, kar mi delamo. Ampak ajde, bilo je neki smešen, pa bilo je neki z muziko. Ne. Ok, meni je, kot si pravilno zaznal, jaz res nimam pojma o muski, ampak meni je to še zmeraj dost magic bil, da je toliko stala zadeva. Ker se mi zdi, da je zelo hiter, lahko to zelo pocen. Oziroma, mogoče deluje samo v kontekstu enega improta, kjer se pač zgodijo stvari, pa včasih ratejo, včasih nekaj, čisto svoja stvar. To se je pa pač dal zdaj, kada preveč hvalim, ti se pa ful branaš, to je ful weird rado. Jaz sem tega vajen, tako da če je tebi neroden, nehi, ampak... Okay. Ja, meni je malo neroden. Okay, pa nehiva s tem. Okay. Manj sem še nazaj. Kako pa pol ti v privat življenju, koliko znaš igrati, pa daj sebe oceni, da nam je zdaj pametno. Kaj kot muzičar? Ja. Jaz sem tako srednje dober muzičar. Mislim tako. Ja. Jaz nisem ta muzičar, ki ga en pokliče pa reče, ja bi prišel igrati na mojo plato, nisem toliko dober. Ja. Sem pa toliko dober muzičar, da lahko igram na svoji plati, ker mi pač ne more preprečati tega. Okay. Oziroma tako bom rekel, mogoče zanimivo dejstvo, o meni sem tamburaš tudi, več kot 10 let v bistvu sem igral pri Tinetu Rožancu. In v bistvu še zmeraj se tako kdaj s kolegi vsake 2 leta dobimo, pa malo tamburice igramo. Recimo tamburaš, bi rekel, sem pa več kot soliden. Mislim, tako, okay. Sem pa properno. Ok, lepa. Ja, okay, ja. No, to je eno, mislim tako, da če bi kdo, ki rabu, ne. Če rabu kdo na albumu, tamburica, Juri Karas. To sem v redu. Okay. Malo sem zvaja, ampak sem pripravljen vaditi. Ja. Okay. To pa nisem, ne vem, kje bi to sicer zvedel, ampak... Ne vem, jaz tudi ne. Evo, zdaj sem ti povedal. Okay, hvala za to informacijo. Ja. Ok, pa peva v bistvu na pisanje, pa ti bom jaz eno tezo ti bom povedal, ker sem zdaj v tem aparatu sem imel že par ljudi, ki na tak ali drugačen način pišejo, so pisali komedijo. Dve teze moram povedati. Ena je bila ta, da ta glaven nekak hiba slovenske produkcije, kjerkoli je ponovadi ta, to sem jaz slišal, zdaj ti to povedal, je res ali ne, gre s tem začeti, je ta, da sem ne dal ljudem cajta, da pišejo. Ne? V smislu, da se zelo redko zgodi, sploh kar se televizije tiče, da se zelo redko zgodi, da bi ljudje dejansko imeli dosti časa, da nekaj napišejo, kar ne bi potem bilo smešno oziroma posneto smešno. Me pa zanima ti, kar res delaš svašta, koliko je to res? Jaz mislim, da prva hiba slovenskega gledališkega in televizijskega humorja je bila to, da do pred kratkim večina ljudi v produkcijah sploh ni vedela, da rabijo scenarista. Ne, ampak to je res. Ampak ne, to je preverljivo dejstvo. Okay. Sorry, ker sem se začel... Ja, veš, dolga leta so se delale oddaje, in še zmeraj se delajo oddaje, kjer voditelji sami pišejo svoje tekste, ampak to zdaj ne govorim o špikarjih, govorim o voditeljih stvari, ki naj bi bile smešne. Ja. Kjer, ne vem, so eventi, ne vem, vodenja takšne in drugačne, ne vem, kaj so popevke, eme in tako dalje, kjer si ljudje, ki vodijo, sami pišejo besedila, kar ni nič slabo, če so tudi scenaristi. Če pa niso scenaristi, je pa to nerazumna zahteva. Zakaj bi zdaj on pisal? Sej ni, lahko bi mu tudi rekel, da je še ti luči naredno, ko že vodo. Ja. Se pravi, prvi korak mislim, da je bil to, da smo sploh dojeli, mislim, da zdaj prihajamo v čas, ko smo dojeli, ko dejansko kličejo scenariste zraven hodajam. Tudi recimo naše, ne vem, nanizanke so se zmeraj malo pisale po principu ki se je spomnil, da bi imel nanizanko, pa je po poklicu še frenda. Mislim, hočem ti reči, scenaristov, ki bi se ukvarjali samo s scenaristiko, je bore malo, ne, mislim, dobro, imaš Rozo, imaš Deso, recimo od te starejše garde, ampak jaz ne znam ti našteti, kjeri so pa bili zgolj in samo scenaristi. Veš, vsi te ljudje so bili pol tudi performerji
in tako naprej. Pa sej smo še zmeraj, ampak se mi zdi, da se vsaj približno premikamo v smer, ko je sploh možen, da nekdo počne samo scenaristiko. Ne. Zdaj pa, kar se tiče časa, ki ga imaš, ja, seveda, zmer je itak panika, jaz mislim, da ni to zdaj neka posebnost slovenskega prostora. Okay. Mislim, da je posebnost slovenskega prostora, da si tudi včasih izvajalci teh storitev, se pravi scenaristi, ne znajo izboriti tega časa, ker je to tako mlado področje zaenkrat pri nas, ne, ker nimajo samozavesti, ker težko kdorkoli trdi, jaz sem pa toliko dober scenarist, da veste, kva ste pa vi počakali 3 mesece, bomo pa res dobro naredili. Ne? Ja. Jaz mislim, da je bolj to, ne? Ker pač ljudje pač potem hodijo v neke delovne odnose na nekem področju, ki je v bistvu neizčiščeno, mlado, niso še jasna pravila. Ne? Se pravi, vsak obrtnik, ki boš prišel do njega, pa boš rekel, jaz rabim kuhno, ti bo on rekel, ja, poslušaj, ja, čez 2 meseca boš imel. Ja. Ker ve, da bo čez 2 meseca naredil, ker rab tok in tok časa, un material, pa tako pa še malo lenje, pa pije popoldan, ne, pa tako. In zakaj bi bilo drugače scenaristi? Ne? Sam zdaj scenaristi so srečni, ker jih sploh nekdo pokliče in zdaj on reče naslednji teden in mi smo tako, ja, seveda, ne. Ja. Mislim, jaz tega ne delam. Jaz v 3 dneh napišem, pa pol 4 dni pijem. Ampak to mi je pa dosti zanimivo, da bi pač res postavil to v ta kontekst, da je to še zmeraj v povojih. Ne? Ja, meni se zdi, da je. No, lahko me postaviš na laž, če ni, nekako se mi zdi, da je. Jaz te ne bi postavil laž. Jaz se kle s tabo, lahko samo zelo strinjam, ker zdaj sem to zadnje cajte dosti spremljal našo stand-up sceno kot tako, stand-up, ki je res ločen od kakršnega koli pisanja, ne tazga za TV ali pa gledališče. Ampak je tudi tam zdaj, to sem že večkrat rekel, zdaj imamo to neko, da lahko sploh rečeš, da je neka generacija ljudi, ne, pa je bilo 10 let v bistvu oren garanja, da se je izoblikoval, kaj točno stand-up je, da ljudje prvem bližnjem vejo, kaj pračejo. Sploh ne govorimo o publiki, govorimo o njih, ki najemajo to, ne, da vejo, jaz bi imel pa stand-up večer, pa ljudje nekako to konceptualizirajo v glavi, da vejo, kaj pomeni. Ne. Tako da ja, sklepam, da pač, mislim, se to večkrat slišim, da pri pisanju je pa res tako, da prej je bilo unje malo smešen, dajmo to provat. Ne. Ja, ampak se veš, v bistvu ta neka profesionalizacija televizije, gledališča, pač rečemo temu nekega entertainment medija, jo je videti na vseh področjih. Začeli smo dobivati profi lučkarje, ki se ukvarjajo točno s temi žanri, ne vem, profi tonce in tako naprej, kamermaniki. Mislim, prej je bila to vse mogoče malo domena nacionalnega medija, ki je zdaj pač imel kadre, ki so, ne vem, prišli, pa jih je malo zanimala televizija, pa niti niso vedeli, kaj to je. Enostavno zaradi tega, ker tudi ni bilo nekih žanrov. Ne. Mogoče s tem pojavom komercialne televizije, s pojavom neke konkurence, smo pa se začeli zgledovati, pa začeli gledati, čak malo, zakaj imajo zdaj Nemci to lepo sliko, mi pa ne. In se je pač posledično pojavil tudi kader, ki je rekel, no, jaz pa znam narediti približno tako sliko lepo. Ne. Tako da, mislim, je na vseh področjih, ni to samo scenaristika ali pa... A pa bi rekel, da greva reči, da je na vseh področjih, če bi mogel dati oni, ki so se že malo prej profesionalizirali, ali pa ki so malo bolj napredovali, kam bi pa tkle v mestu pol scenaristiko kot tako. Kako misliš? V smislu, da jaz imam občutek, da pač profesionalnih lučkarjev je zdaj že kar nekaj, pa se kar ve, kaj približno te ljudje počnejo. Tako kot si pa ti rekel, se pa ta, da za scenarista se vam mogoče še res v zadnjih, bomo rekli, 3 letih pojavili, 5 letih pojavili, da se ve za res kaj, mislim, ne razumem, zakaj gre kle malo počasneje, ker pa vsem ostalemu, pa imam jaz tak občutek, zdaj pa ti postal, da nimam prav, ne. Zaradi tega, ker je, vsaj meni se tako zdi, da je mičken imamo še zmer utečen sistem je brez scenarista. Ja, ni še... In je scenarist še zmer neka anomalija, predvsem v budžetu, ker zdaj se ti je naenkrat pojavil en človek, prej ti imaš razdeljen budžet, ne, se pravi, režiser dobi tok, igralec dobi tok, lučkar dobi tok, štima in zdaj se pojavi scenarist. Kva už zdaj naredil? Nauš vzel igralcu, on bo znoril, ne. Mislim, pa veš, kakšni so igralci, hitro jokajo, pa tako, ne, tudi znajo to narediti, ne, režiserju ne smeš vzeti, ne, mislim, on bo neki zlomil, bo neki v studiu, nekakšno opremo, drago in tako težko je, pol lučkarji vzameš, ne. Kar je tu isto najbolj grozna varianta. Ma kar je pa tudi fair, kva pa neki tam neki pa tam. Zakaj bi mogli dobro zgledati? Luč je pržgal, ja, pravo, no. Zdaj pa greva malo bolj konkretno, mogoče te vaja pol lotva, no, ampak bolj gledališča, ker jaz tega recimo nisem vedel. Sam še malo vode bom spil. Malo vode, na rekovajih.
Ne bom točno rekel, ker pol preveč razložim, ampak ja. Češka voda. Ja. To zdaj ni več disne, da je nekaj češko. Ne. Se mi zdi, da je včasih, jaz ne vem, v 90-ih si rekel, da je nekaj češko, je bilo res slabšalno. Ne. Zdaj se mi zdi, da to. Zdaj je že tako, kaj točen misliš? Ja. Misliš, da je dobro prestalo tranzicijo? Tako, kaj, da se je znašlo v prepadu vzhodnega bloka. Ma ne, še zmeraj so malo Čehi, veš, poslušaj, še zmeraj to štumfi pa natikači. No. Mislim, da gre za ene modne odločitve, ne moreš z nobenim ekonomskim uspehom jih ne moreš popraviti. Ne. Leta, še desetletja se bo rabila, da se to odpravi. Ja. Zdaj, ki si spil češko vodo. Jaz v bistvu nisem vedel. Jaz sem vedel, da ti na TV-ju stvari pišeš, pač to je nekako prišlo do mene, ker se mi zdi, da to še zmeraj ni neki ekstra izpostavljena stvar, tudi v kredicih, ali pa pač človek spregleda, kakorkoli. Napišejo te, ne? Ja, pač, ok, ampak ni pa, to je pa Karas, ne. Se pa res, ne bom te hvalil. V glavnem, kar se pa gledališča tiče, pa nisem vedel, da so tako aktiven, pa zaradi tega, ker sem bil na premieri Godler in Bunderla šov, ne. Ja. Tam sem pa slišal, tam sem se tudi mislim, da po mojem prvič spoznala. Krasen je bilo. Ja, lep večer. Lep večer, se strinjam. Kar se pa gledališča tiče, me pa veš, kaj me zanima. Pusto si denarnico, mim grede. In to prazno. To pa najbolj sovražim. Prosim, ja mim prolegašen nehal sem malo, sem to rekel. V glavnem, kar se gledališča tiče pa pisanja, a ne. Koliko je, pa zdaj, to tebe sprašujem zaradi tega, ker si tudi že TV videl in vse ostalo. Ko pišeš, kaj je treba za gledališče pisati, ker mora biti malo večji gibi, pa mogoče malo bolj glasne stvari, pa tako, kar se režije tudi pol tiče, ampak bolj scenarija, ne. Koliko je teb, ko si pač s tem improtom si izkušnje prej naberal, ne, koliko je bilo lažje pol v gledališče stopiti, pa neko predstavo postaviti, ne, pač na papir, ali je TV lažje zaradi tega, ker pač TV, ki se da tudi kaj počakati. Tako, kar se tiče pisanja, v osnovi, mislim, zdaj stališča človeka, ki piše v glavnem stvari, ki naj bi bile smešne, je v bistvu podobna ta osnova, se pravi, a je nekaj smešena, pa ni. To je smešen na televiziji ali pa v gledališču. Kar se tiče postavitve, kako pišeš za to, da bo postavljen, je seveda drugačne, ker mislim pač, ko pišeš za televizijo, imaš vsa orodja televizijske montaže, special efektov, green screenov in ne vem česa. Ne? Ko pišeš za gledališče, pa nekako se moraš uživeti v kožo gledalca, ki bo sedel tam na uro pa pol in mu narediti nek približen lok, da ne bo on znoril, mogel na WC, zahteval denarja nazaj in podobno. Kar se pa tiče improlige in vpliva na sposobnost gledališkega pisanja, mogoče do neke mere, jaz bi bolj rekel, da bolj ne. Okay. Zdi se mi, da ljudje, ki so od gledališča videli samo improligo in se samo z improligo ukvarjali, so malo poškodovani v tem smislu, ker imajo napačno predstavo, kaj to je gledališče. Improliga je format, ki drži 3 minute, pa drži 5 minut, pa drži 1 uro v teh majhnih segmentih. Ne. Gledališče je nekaj drugačnega. Se pravi, jaz sem vsem, kar veliko sem hodil tudi resne predstave gledati in daljše predstave gledati, čisto zaradi tega, da imaš nek občutek, kje so meje in kaj se sploh da početi v gledališkem prostoru. Se mi zdi to bolj pomemben, kot recimo improliga. Ne zdi se mi, da bi samo od improliga lahko človek vedel, kaj pa je to gledališče. Ja, če postavljaš neke kratke skečke na odru, seveda. Čim pa delaš nekaj daljšega, čim delaš nek dialog, čim delaš nekaj, kar ima še layer čustev od spod, se mi zdi bolj pomemben, da poznaš gledališče tako malo širše kot formatno. No, ampak to mi razloži, kaj treba, da mora gledališče človeka držati uro pa pol. Mene zanima, kako to pri tebi na papirju izgleda. A veš, mislim, na kaj moraš pol paziti? Veš, ta del mene zanima. Mislim, to je zelo mogoče obrtniško vprašanje, ampak take stvari mene ponovadi najbolj zanimajo. To si lepo rekel, ne, pri improtu kratki skečki, a veš, itak se kakorkoli postavlja, štekam 3 minute odtrakirati, ne, upati na najboljš, pa da se zgodi, super, ne. Kleka moraš pa res o 1 uri pa pol razmišljati, ne, kako to zgleda, ko pišeš stvari, a veš, a si daš 4 liste, pa 4 liste, pa 4, ne, a je kakšna taka fora, ali kako to deluje?
Vse imaš, od indeks kardov, kjer ne vem, si deliš po domač, koliko cajta neki traja, kakšen čustveni naboj je v določenem trenutku. Mislim, jaz znam zdaj preveč pameten, ker jaz se zavedam, da imam jaz nek svoj stil, ki je deloma naporen, glih zaradi tega, ker imam jaz neko potrebo potem, da more skozi neki kao biti. In kao zdaj, če se folk ne zareži 15 sekund, bo to čist grozen. In imam tendenco do tega, da pišem pregosto in ne pustim ljudem, da se sprostijo, kar recimo, če govoriva zdaj o uri pa pol, rata naporno. In sem to že spremljal na svojih predstavah in se poskušam tudi odvaditi od tega in recimo zdaj zavestno poskušam noter dajati elemente, ne ki niso smešni, ampak ki pustijo človeku, da se sprosti za 3 minute, da ne rab imeti te pozornosti, ker v eni točki ne gre več gor, ne moreš več predstave. Ne? Se pravi, po domač, jaz imam zmer teorijo, vsaj za enkrat, cele te stvari se spreminjajo. Jaz imam teorijo, da moraš začeti močno, moraš takoj zagrabiti človeka, moraš mu vmes spustiti, da malo zadiha, če gre za zadevo, ki traja uro pa pol, in moraš končati močno. Ja. Vse to so nekak ta komedi pravila, ki splošno, pa se tudi so, ne. Ti kot gledalec marsikaj oprostiš, veš, vse vmes, ko se spomniš, vse sem se dolgočasil 10 minut, ne, mogoče, pa končal je pa tako dobro, ne, in je močno in je super, in tako da, mislim, moraš pa pustiti ljudem dihati, no, jaz recimo tega se poskušam navajati, ker imel sem skozi občutek, da ne smeš v nobenem trenutku ti zdaj prepustiti gledalcu, da on odtava v neko svojo smer, ampak se mi zdi, da mu v bistvu moraš, ne, da je to. Kako pa to, ker si rekel, da si spremljal to na svojih predstavah, da je bilo preveč gostov, kako pa to, mislim, kako to začutiš pa v publiki? To itak začutiš, mislim, meni je gledališče zaradi tega recimo krasna stvar v primerjavi s televizijo, ker je živo in ker točen veš, ker tam ni gledanosti, ni rejtingov, ki ti nekaj povejo, ampak sediš lahko v uni dvorani in točen čutiš, kdaj so ljudje začeli tavati z mislimi, kdaj je en pogledal na uro, kdaj se en reži že 20 minut in bo padel s stola, mislim, to so ful objektivna merila in a veš, kaj so zmer te teorije, danes je bila publika malo taka. Jaz zmer, recimo tem izvajalcem, s katerimi delam, tako nekako probam, publika je takšna in drugačna, seveda, ampak ti si stari in šov je, ne, mislim, tako, če imaš dober šov, ni takšne pa drugačne publike, to so ponavadi so to neki izgovori, no, mislim. Mislim, če je dober šov, postavi tako ne meje, kako je lahko slabo, pa kako je dobro, ampak je tudi ta slaba toliko dvignjena, da nikoli nav zares zabredela, I guess, ne. Točno to. No, ampak kar se tiče publike, čutiš jih, kako spremljajo, tudi ne rabiš jih gledati v faco, sam vidiš cel feeling dvorane, na kakšen način se smejo, koliko hiter reagirajo na nekaj, kar se zgodi na odru, mislim. Ampak se mi zdi, da tudi tako, no, to, kar mi počnemo v komediji, je neko spet hiper prilagajanje po eni strani publiki, ne, ker smo res tok, je komedija odvisna od tega smeha. Ne. Sej ti si tam sam zaradi tega, ker hočeš nasmejati ljudi. Ja. In če jih ne smeješ, si sfalu, ne. Lahko si ti odličen, lahko je ne vem kva na odru, ampak si sfalu, ne. In je komedija, ima zmer to pezo za razliko od, rečemo temu, resnega gledališča, da hoče in mora imeti ta instant odziv. Brez tega ni nič. Tudi če imaš ti krasno komedi predstavo, ki noben nič celo predstavo ne naredi in ti na koncu ful ploskajo, jaz ne vem, če je kakšen komedijant blazen vesel. Ja. Če ni to je že spet lahko malo z stand-upom paralelo, ne? Ker če ni tega feedbacka cel cajt, je malo. Ja, pa tudi to se dogaja, spet zato, ker imamo mi publiko, ki je v glavnem spremljala recimo resne stvari in po kakšnih krajih v kulturnih domovih si skoraj ne upajo vmes režati pa ploskati, kao da navajo prekinjali zadeve. Ne? Ker so tako navajeni od telota in podobnih pač. Okay. Mislim, ne samo telota, vajeni so vsega, vajeni so svoje lokalne gledališke skupine in pač vmes se ne žvižga, ploska, dere in tako naprej. A veš, komerc teatri so šele prinesli to, da ljudje v prvih 15 sekund, ko en pride na oder, se zareži cela dvorana in da je to pričakovanje.
Drugač pa nek bontonsko spremljanje gledališča tega ne predvideva, oziroma si kmet, ne, če ti zdaj to začne nekaj. Ja, ampak ni zanimivo, koliko cajta, da se neke take stvari pač vzpostavijo, sploh kar se humorja tiče. Jaz ne vem, to zato, ker smo mi dva grejo reči, pa nam bliže isto stara, no. Ampak meni sva, ne. Ja, ne, jaz sem, 83-letnik sem, ti si pa. Sem 81. Ja, no, veš, tam sva, ne. Ne, ampak meni je to noro mi je, ker ne vem, kako je to izgledalo. Kako je to izgledalo prej, napreden je, bom jaz vsaj zase rekel, ta neka zahodna komedija, valjda ameriška pa angliška, veš, napreden je to sploh do nas prihajalo, kako je mogel to šele izgledati, ne vem, leta 70, ko so ljudje sedeli v gledališču, pa je bilo mišljen mogoče na 1/3 nekaj tudi smešnega, ne. Ta bontonsko obnašanje, pa, veš, se mi zdi, da naša generacija imela vsaj to prednost, da smo že malo po TV-ju videli stvari, po letak internet prišel, pa zdobu neke signale, da tudi take stvari obstajajo. Pa dobro, si imel tudi takrat komedijo in komedijante, ne, mislim. Je pa res, da je bilo, na nek način je bilo lažje, ker si, če si bil komedijant, si lahko šel po štose v Nemčijo, ali pa ne. Ampak, lej, to se strinjam, valjda, da so bili prej, ampak to, kar si rekel, ta neka... dovoljenje, ne vem, če dovoljenje publiki, da pač je, ne, jaz ne vem, koliko je bilo tega ne. Prej. To pa ja, ampak je pa spet to dvorezen meč, ne, ker pač gledališče, sploh to, ki ga mi delamo, komerc gledališče, pa tudi ratuje malo reality show, ne, zaradi tega, ker je pa zdaj zdaj se pa moramo režati uro pa pol, ne. Zdaj se pa moramo, koliko smeha za 25 evrov, ne, nasmej me za 25, ne. Pa to ni nič slabo, jaz se strinjam s tem. Jaz zmer probam za 30 jih nasmejati. Da, veš, 5 so dobili gratis. 5 je bilo free, ja, ok. Sorry. Tam je bilo še nasmejme za 25 evrov. Če bi po drugih podcastih imam naslove epizod, to bi bil naslov. Klej je naslov sam Jure Karas. Naslov. Tega na ono bem poslušal. Ne, mislim, da. Kaj pa, če si dobiš svetovalca za naslove? Za naslove. Scenarista, recimo. Zdaj jih je dost. Ne, ni jih. To je bilo moje vprašanje, v bistvu. Zdaj pa, kletem zdaj res hvalo. Tako da, just bear with it. Okay. Si bom še malo češke vode natočil. Jaz sem pa res slišal, ker sem pač zvedel, da ti te stvari pišeš, ne, in pa sem pač na različnih, gremo temu reči, koncih, pač tudi malo prašal, ne. Tako, ja, in bilo zvedeno tako, da Karas pa da to pa on pa to pa dajmo Karasa, ampak Karas nima cajta, pa nismo mogli Karasa. To res, pa to zdaj, da napuhlo izpada, ampak me pa pol res zanima, nam te sprašal, kje se ti vidiš v tem miljeju scenaristom, ampak glih to, koliko vas dejansko je? Pa zdaj se tako, kot pri Tamburici greva reči, da si pa mal več kot soliden, okay? To zdaj jaz rečem, da tebi ni treba o tem razmišljati. Koliko je takih, ki so pri humorju več kot solidni, pa da so scenaristi? Pa ni treba poimensko, mene samo za feeling me zanima. Tako, koliko je to ljudi? Veš, kaj pri stand-upu zdaj lahko rečeš, da te, ki že 10 let furajo, razumeš, lahko ne 15 imen ven vržeš, ne? Ko so več ali manj aktivni, pa imaš neko, veš, cream of the crop, ki je ne 7 folka, ki res nafilajo praktično kjerkoli prostor. Mene zanima pri scenaristih, razumeš, v čemu se mi pogovarjamo, ljudje, ki res to dobro delajo. Mislim, da ena stvar je to, da so različni scenaristi za različne stvari. Fair enough. A veš, mene lahko pokličejo, pa bom delal, ne vem, en event, ne vem, tipa Ema, lahko pa pišem scenarij za eno predstavo, a pa za neko TV zadevo. Ne. Pa imaš pa scenariste, ki ga boš poklical samo za Emo, in bo to proper spelu. Ne. Jaz bi rekel, moja primerjalna prednost pred drugimi je mogoče točno to, da sem multižanrski bolj, imaš pa vsakem od teh žanrov, se pravi gledališče, televizija, dogodki in tako naprej, ziher po vsaj 5 komadov v Sloveniji, ki po mojem mnenju to naredijo dobro. Je pa pač tudi še ena stvar, je pa pač spet to, kar sva rekla, časne. Imeti toliko samo kontrole in toliko probati biti nepohlepen, da pač rečeš tudi, sorry, nimam časa, ne, saj to je to, Jure nima časa. Ja, ker pač probam nekako živeti svoj life normalno in se omejiti na toliko in toliko število projektov na let, ker ne moreš dobro speljati, ne moreš pisati 10 stvari naenkrat dobro. Mislim, mogoče kdo lahko, ampak jaz ga
Pri nas v Sloveniji še nisem videl. Ja, se jaz to dvomim, da to obstaja, ker se pa človek izpiše, če neš drugega. In tudi, ja, se tudi, ko bereš, ne vem, tuje, seveda njim je lažje, ker imajo večje, vsaj unika jim rata, imajo večje honorarje, si lažje privoščijo, da ne vem, pol leta pišejo eno zadevo, mi si malo težje, ampak še zmerno, mislim tako, bodimo iskreni, ne vem, honorarji za neke naše televizijske pa gledališke zadeve so dovolj dobri, da lahko človek živi od tega, no, tako da ne rabiš napisati 10 predstav na letno. Ja. Ki 6., 7., 8., 9., pa 10. bojo ujerdne. Mislim, lahko tudi se zgodi, da imaš, ne vem, ampak ne predstavljam si sploh. Ne. Ja, ne, pa jaz to čištekam, ker pač vem, kako ko človek preveč piše, pa jaz sem sam pisal članke, če neč drugega. Pač mislim, to, da se izpiše, pa da se izprazen, ne, sploh ker se pa še res ekstra trudiš biti, mislim, ekstra trudiš biti, ko je res cilj smeh, ne, oziroma komedija, se mi zdi, da je pa to še toliko težje, ne. Tako da jaz to klete čištekam. Pa še ena stvar, prej smo malo še obrtniške. Prej si rekel, da imaš pač indeks karde, pa to, v čemu je pa končen scenarij, pa kaj, v čemu pišeš? V bistvu ful časa sem Word pač delal, ne, in pa sem dobil par priznaš tudi od folka, ne, da se pač teh črev ne da brati, ne, ker sem pol jaz pač to od roba do roba sem delal tekst, ne, tudi dialoški, ker je bilo, kar je, priznam zdaj, ko pogledam brez razmakov, fonte, najc, to je bilo kar mučno, ne, je pa res, da si spravil, mislim, manj se je printal pol. Zdaj sem začel, se pravi, v bistvu je tako, no, zdaj skeče še zmer pišem v Wordu, ker so pač kratki, te daljše stvari pa delam v Fade-inu. To je v bistvu taka pocen verzija Final Drafta, ki ti formatira v ta ameriški pro scenarij, ne, in pol to lahko neki indeks kartice za posamezne prizori, int tekst, oznake, a veš, da ljudje vejo, če je pač pločnik od zunaj ali not in tako dalje. Ne? Mislim, da ne zmedeš produkcije enostavno. Imaš verzije, revizije, po barvah scenarije, številke strani, datumi, ura, koledar in tako naprej. Kaj da bi vedel, kaj delaš? Ja. Ne, sem pa zdaj še probaval, zdaj sem pa se še nekaj igral, recimo za Brainstorma smo delali z nekimi temi panel tooli, ne vem, zdaj sem probaval nek real-time whiteboard ali ne vem, kaj je že bilo. Kaj pa a veš tako, da si napišeš v bistvu, mislim, pač whiteboard, ne, sam da je digitalen in da lahko se deluje folk zraven. A ja, Google Docs seveda, za stvari to, kar pišemo skup. Zaenkrat se je kar izkazal za najboljši, čeprav je kar počasen na slabih kompih. Ampak od vseh teh sistemov, ki smo neki to collaboration gruntali, je ta še najbolj očiten. Saj veš, kdo je kaj napisal. Ja, mislim, da oni so kar zmagali. Če morajo več kot 2 človeka sodelovati, mislim, da je skoraj že ni alternative, ko so ostalo čudno delano. Vsaj kar sem jaz probal. No. Škaj me še zanima, pa mogoče malo bolj vsebinsko, pa gre pri gledališču ostati, kar se pisanja tiče. Prej si rekel, da se... kako je pač postavljen. Mene bolj ta omejitev zanima, ne? Ker tam je res sam oder. Jaz si tega ne znam v bistvu predstavljati, ko se lotaš pač česarkoli pisanja na odru. Koliko si ti, ko pišeš, v bistvu, koliko veš, koliko si omejen? To imam smisel ta vprašanje. V smislu čist kulise. Greva lep primer, da na pamet Godler in Bunderla. Ja. Tam je samo una radijska postava, pa malo placa zraven, da lahko malo zapojejo, pa zaplešeta. Koliko si tam ti lahko dovoliš? Mislim, tle imaš ene čist praktične omejitve, ki jih veš na začetku produkcije, in to so vsa scenografija, ki je na odru, mora iti v kombi, ki je velikosti te in te. Mislim, ne, je čak. Se imaš prav, ja. To ni nič nenavadnega. Nenavadno je to, da mora iti v kombi, ker smo pač v Sloveniji, ampak tudi na Broadwayu, ki delajo, je pač omejitev, max 3 šleparje. Stari, ker če imamo 4, pol nam ne znese in bomo spet mogli lučkarju vzeti. Mislim, to je ful smisel. Jaz sem pomislil, nisem na to, ker valjda greste tudi. Ja, ok. Ja. V bistvu, če govoriva o volumski omejitvi, je to ta. Če pa govorimo o nekih, mislim, itak je tako, jaz večino teh svojih stvari, ko jih pišem, jih že vidim in zato jih tudi rad ali režiram ali pa toliko tesno sodelujem z režiserjem, da pač to nekako pride skozi, in v teh omejitvah so med drugim tudi
neke realnosti, budžetov, tehničnih zmožnosti in tako naprej. Ne. Mislim, ker jaz sem se vseeno, recimo, ne vem, in z audio in z video produkcijo se toliko ukvarjam, da vem, kaj je možen, kaj ni možen, oziroma kaj je možen samo za res nepredstavljivo količino denarja in tehnike, kaj zna nek povprečen tehnik delati, kaj zna odličen tehnik delati in tako naprej. In pač poskušaš te stvari nekako vzeti v zakup. Se mi zdi, da se ogromnkrat eni avtori pač po domač zakoljajo s tem, da pišejo neke stvari, ki so absolutno prek tehničnih in denarnih zmožnosti vseh. Pri nas se ogromno nekih stvari ne da posneti. Ne? Zdaj, pač ne boš ti s tem, da si to napisal, naenkrat naredil, da se da posneti. Razmisel, za koliko velik budžet delaš in piš za ta budžet. Ja. To je tudi ena rdeča nit s folkom, ki sem tle govoril, ne? Da so se vsi več ali ne čist, ampak da so se vsi že naučili naprej o takih stvarih razmišljati. Ne? Da ta neka naivno začetna, bo pa to, pa 7, resmo pa TV-ju, pa bo 16 kadrov, ne? Da hiter na nos padeš, pa se naučiš malo razmišljati. Ne? To že je pa tudi res, da v enem trenutku, ko začneš razmišljati o tem, pa dejansko veš, kaj to pomeni 16 kadrov ali pa 4 kadri, si lahko tudi kreativno šparovan. Se pravi, ne rab stvar zgledati slabš, ne, ampak moraš pa zelo dobro vedeti, kva počneš. Tako da ni to nujen nek. Zakaj zdaj mi nimamo 12 kamer? Ker jih ne rabiš. Ne? Poglej, kjer ameriški šov pa ima 12 kamer, zelo redki. Ja, skoraj, ja, fair enough, ja. Pa še to, kaj pišeš. Ta je mal softball skoraj, ampak to moram vprašati, ker me res zanima. Sploh pa že spet, da greva se malo gledališča držati. Kaj pišeš? Kle pa mišljen, da je smešen. Pa kaj greš ti ta 17 česa, ne? Ja. Koliko se ti sfuzla? Kako stran stopaš? Ta del me zanima. Kako stran stopaš pa rečeš, pa ne vem, a greš stran za en teden, pa prideš pa nazaj, pa še enkrat rečeš, goddammit, to pa ni ratal. Ali kdaj si toliko zihar, da to noto stane, to boš to na odru bo približno dobro izpadlo. Sej ni to toliko usodno spet. Ne? A ne? Ne, mislim, valjda probaš, ti napišeš tako, da ti je smešen. Magari, če nisem zihar, povem še komu, pa malo preverim. Ampak to je prva faza. Sej pol gremo na oder. Ja. In to je tudi zmerne, ki mi pride kakšen glumac, pa to ni smešen. A si povedal prav na odru? Ne? In to je test. Ne? Pejdi na oder, ti igralec, ki boš to izvajal, prav povej, se pravi ne z lista brezvoljno, ampak tako, kaj je treba, se pravi prav poudarki, prav punchline pritisn in če bo tam ne bo delal, bomo napisali novo. In valjda, to je del tega, sej kdaj pa ni bilo rewriteov. Ne, to meni je štekam, da se rewrite zgodijo, ampak mi je, ne vem, a to pač z izkušnjam pride pol ta soverenost ali pa samozavest, veš, da je tep smešen, pa pol bližen veš, kako so to prelili na oder. Ja, jaz mislim, da to pač loči uspešne pisce od neuspešnih. Ne? Uspešni znajo z večjo verjetnostjo oceniti, kaj bo delovalo. In to je to v bistvu. Ne? Vsak zna napolniti stran. Se zato to pravim, ampak tebe sprašujem, ker ti tukaj sediš, ne, veš, ampak čisto ležit odgovor, nič ne rečem. Ampak meni je, jaz štekam, da so rewrite, ampak mi je ta glih zaradi tega, to, kar si prej omenil, ker ni sam sketch, ker ni 3 minute, veš, ker res probaš linijo držati, pač gremo reči 1 uro ali pa še več, ne. A veš, to je, ko sem da mislil vprašati, v bistvu, a gre zmeren končna verzija, ki si ti konc, recimo, ne. Je to zmeren cela predstava, ali se pri tretjini že kaj začne vaditi, pa ti drugo tretjino, pa tretjo še pišeš, ali kako to deluje? Kakor kdaj. Ni nekega pravila tako. Aha. Mislim, so ful različni principi dela, vsi so legit, ne, meni so tudi te, da ne vem. Jaz itak, če pišem, zmer pišem za nekoga, ne, se pravi, ne pišem nekega teksta na splošen, pa pol vidimo, kdo bo to igral. Zmer vem, kdo so te igralci, kar je dost lažje, ker veš, kakšen je njihov glas in jih tudi recimo meni je dobro, da vidim te ljudi prej, da vidim, kako se premikajo, kako hodijo po odru, kako oni govorijo, ker boš tako lažje najdu karakter, ki je njegov. Ker če zdaj ti ne vem, kva, točno to enemu Godlerju, pa dal karakter, ne vem, ful sproščenega gimnastičarja, bo to smešen, ampak iz napačnih razlogov. Ne iz pravih razlogov, ja, ok. Tako da, mislim,
Recimo, to je ta nek drug obrat, ne? Da ti začneš improvizirati z njimi in sam vidiš, kako oni delujejo, kakšen je njihov nek native humor, kako oni govorijo, in potem jim daš pač besede, kot bi jih oni povedali, gibe, kot bi jih oni pač delali. Jaz mislim, da je to itak najboljši način. No. Pol pa ja, lahko narediš tretjino predstave, pa pol vidiš, kako to dela, pa pišeš naprej. Okay. Lahko cel tekst daš, pa pol popravljaš, ne, mislim, itak je to nek proces, mislim, jaz nikoli nisem razumel ljudi, ki prinesejo un špeh teksta in zdaj pa to, zdaj pa postav. Ja, mislim, lahko tudi tako delaš, ampak ali moraš biti totalen genij, da si pač res napisal tako, da nimaš kaj spreminjati, tudi to obstajajo ljudje, ki so pač taki genialci, jaz zaenkrat še nisem in ja, sem pripravljen na vnovična pisanja zmer, ker se mi zdi, da nekaj ne dela. Sej mi smo popravljali predstave po, ne vem, 20 ponovitvah, pa smo še spreminjali. Ste še pila, da. Okay. Ne, po 20, no to pa je fair enough, pač, lepa. Ne, mislim, to meš take stvari, mene zanima, že to ne bom kol mislil, recimo. Jaz mislim, da mogoče predpremiere nekako preživiš, mogoče pa še na konc, kaj izdabiš. Dobar, sej, a veš, recimo to je ena lepih stvari meni v Špas teatru, ne, ki je vpeljal sistem mnogih predpremier, ki je edino v komediji, je to edina logična rešitev, da imaš ti odbiješ 15 predpremier po različnih krajih, različno velikih dvoranah, zato da vidiš, kako stvar diha, kje dela, kje ne dela, in mi smo tam metali cele dele ven, črtali, dopisovali in tako naprej, ampak meni se zdi to normalen način dela. Je pa res, da je blazno časovno potraten in ja, pol tako za eno produkcijo porabiš, ne vem, 4 mesece ali pa 5 mesecev mogoče, ne? Ampak lahko rečeš, da je pač narejena. Ne? Ja. Ne, fair enough, to meni fascinira, take stvari, mene pa, zato skle. V glavnem, sorry. Pa gre, resmo, predpremiere, pa polpremiera, pa kdaj bil kdaj ekstra zadovoljen, veš, proti na izteku ene predstave? Polk je bilo res že vse utečen, pa tako, glede na to, kakršen koli je bil proces, ali je bilo težko, ali je bilo full rewrite, ali je bilo kdaj tako ekstra, da na koncu, ki si pa ne vem, ta zadnjih 10krat, ki je bila, polk je že mal jenja, že tako, ne, da je pa zgledal tako, kot si ti imel v glavi, oziroma, da je bila ta neka različica, ki je pa tako, če bi vse tako ratale. A se to zmeram na koncu zgodi, ali se ne, ali nikoli ni tako, ali tak neki drugega rata, polk je vse. Meni se zdi, da tako, itak stvarim, če točno to na 20. ponovitvi ne zgledajo tako, kot morajo zgledati, pol je nekaj narobe, ne, prej, valjda že prej zgleda točno to in pač ja, ker doživiš to, da se publika reži na unih mestih, ki si ti mislil, da se bo režala, to je to, mislim, meni je to en najlepših občutkov tako nasploh, mislim, je ta nek ponos, je ta nek mater. Ne. Koliko sem dober, ne, pa koliko so tudi oni dobri na odru, mislim, in to naredi, ne, in to se tudi poveže ekipo na en čist poseben način, se mi zdi, da pri komediji na nek način, ker je potrditven žanr, ne, ker te ljudje skozi potrjujejo s tem smehom, se pol tudi ustvarjalci stvari, ki ratajo, ki so dobre, ki se jim folk reži, tudi povežejo na en čist drug način, kot mogoče pri nekih drugih projektih, ki lahko so kvalitetni, ampak ne dobiš tako močnega, tako instant, tako širokega potrdila, kot ga dobiš pri komediji lahko. Okay. Pa sam pejva, kaj te všeč? Kaj Jurek Karas gleda, pa se smeji? Tako, ali je to preveč splošen? Ni splošen, sem zdaj razumel. Veš kaj, ena stvar je točno to, vsled tega, da dosti delam, ful malo gledam stvari, oziroma pač imam to, veš, jaz grem pol gledat nekaj na kavč, pa zaspim v 15 minutah, pač ful redko lahko sploh res pozorno spremljam. Na zadnje, kaj sem se pa režil? Režil sem se, Atlanta mi je bila dejansko cool, pa recimo ni to komedija, ne? To je tak nek dramedy, something indie, neki čuden. Kva sem se režil? Atlanta, lepa, ok. To mi je, čakaj, zdaj se nam spomnil, ne vem, kva je ta
ki ga dobijo na YouTube posnetku, komentator na Netflixu je bila serija, komentator bejzbola, ki čist znori. Pa je potem. A igra tale iz Arrested Developmenta? Kaj no? Moj bog. A je Brockmeyer ali kaj je neki tazga? Ja, ne, sam je. Ja, vem, koga. Ok, ta. Ma ne, mislim, tako, nisem neki preveč. A kaj zdaj komediji se pogovarjava? Ja. Meni je vse od komedije, recimo meni je ameriška komedija, večina stvari, razen te njihove B-produkcije, ki štancajo za brez veze, meni je vse dobro. Dobro, pa niti vse je dobro, ne? Mislim, Franci so mi dobri, Raising Hope mi je dober, celo unih čudakov sem se navadil, kaj je ta Big Bang Theory, na začetku mi je bil tako, pa grozen mi je posnet, ni mi všeč, ampak lahko ga gledam, vse to ti pravim, ampak to so te zadnji izdihljaji, preden grem spat, ne, tako, ne, ampak dober je, pa se stari ni slabo napisan, v redu. Ne, jaz se to... Pa ne govorim sam napisan, tudi narejen je. Se strinjam, ampak mene sam zmeram, jaz sem počasem obupu nad ameriškim network televisionom, že tako skorči, sploh nad sitcomom njihovim. Razen zdaj Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine je super. Meni je to mi je super, ne? Naprem recimo Big Bang Theory, ki mi je pač obstaja. Tisti je Big Bang Theory, pa zanimiv mi je, ker mi ni jasen, ker je geekovska, ker je full osko žanrska, ampak ima toliko gledalcev očitno. Ja, mene tudi to fascinira, pač, ampak zato je pa Comic-Con toliko ogromen. Jaz ne vem. Mislim, je pa tudi res, da tako, no, kljub temu, da se oni furajo kot nerd, recimo televizija, to zares niso. Ne. Mislim, njihov reference field je tak, da ga poznajo vsi. Se pravi, to je v bistvu, rečemo temu, fake nerd show, ne, ki ravno zaradi tega deluje. Tako. Ampak moram priznati, recimo, jaz sem jih čisto vzljubil. Mislim, zdaj lahko pogledam epizodo, brez da mi je bil grozen. Mi je pač tak spodoben, old school. Sitcom, ja, mi je pa Atlanta boljša. No, v smislu, ker je nova, ampak ni pa to sitcom. Ne, ni. Ampak mi je pa všeč, da si šel od Atlante. Všeč mi je ta preskok od Atlante pa na Big Bang Theory. Potem pa tako vprašal. Vse, kar si do zdaj videl, kam moraš imeti enega svojega modela. Pa za me lahko enega Francoza prebiješ, meni vse. Ampak enega unga imaš, ki je, ta je pa, a si videl, ampak a to si pa gledal, kaj je to zate? Enega moraš. A zdaj misliš čudaka? Ne čudaka, lahko je naredil serijo, lahko je bil sam stand-up, lahko en, ki je bil smešen ali pa smešna, ki je pa ta je podjel, da tako razumeš. Veš, kaj je tvoj go-to odgovor na to, kaj ti je reče, kje je pa tebi najboljši tester? Zih imaš enega. Vitek me folk tega ne sprašuje. Ok, jaz te vprašam. Jaz bi se mogel to pripraviti. Ne, bož, da se nisi. To najljubša barva. Ne, res ne vem. Ne vem. Ne veš, kaj bi rekel, res? Ne. Eno serijo, ki si jo gledal, pa nekaj, ki te je res iber navdušil. Veš, ko imam jaz The Office? Ja. Jaz sem tako angliški The Office. To je moj odgovor na to vprašanje. Ti moraš imeti odgovor na to vprašanje. Ker se preveč komedijo pravi. To je nam neho gledati, zdaj to bo awkward, pa bom not pustil. Cool, lahko ostaneva nekaj časa na tem. Malo bom še srknil češke vode, ampak prav ne vem, a ti bom lahko res odgovoril, kaj me je pa tako, ne vem, zdaj se probam spomniti, da me je kaj obrnil, tako, ker sem prvič videl, da je bilo tako, ok, to je pa zdaj noro, ne. In težko ti bom, evo, ne vem, zdaj bom, ampak to je... No ne, nekaj imaš, povej, ajde, nekaj imaš. Žervejevi prvi Golden Globe opening monolog. Ok, fair enough. Mi je bil, pa ni bil spet nič posebenega, bil mi je pa v redu zaradi konteksta, ker je prišel v tist, rečemo, pošlihten LA crowd in... Pač odlomu, ne. Ja. Ampak ne, no, mislim, ni to the comedy. Mislim, ok, ne, a veš, sej pa ne vem, kot otrok top lista nadrealista, valjda, to je meni bilo in super, ne. Pa pol dober, ker si starejši, pa pogruntaš, da so to Monty Pythoni preoblečeni v bosanščino, ampak dobro preoblečeni. Zelo dobro preoblečeni, če mene vprašaš, ampak ja. Ne vem, kaj me je še tako res pretresel v komedi smislu. Jaz mislim, da, veš kaj, tako, ko sva v bistvu začela z Musko, pa to, a sva midva z Igorjem imela kakšne vzore, ne? Ja. Jaz res mislim, da je odgovor na to, če hočeš biti
v komediju, pa je mal svoj, ne smeš imeti skoraj komedij vzorov. No? Ja, to štek, to veš, zmeram bolj vas razumem. Ker opazujem to, recimo pri stand-up komikih, ki imajo resen problem s tem, da jaz jih razumem, ker on ima nek svoj karakter in naenkrat na televiziji zagleda, ne vem, Edija Izarda in pogrunta, stari, pa jaz sem po karakterju ful bliz temu tipu, po načinu deliverja in začne deliverati kot Eddie Izard. In vsi mi, ki ga bomo gledali, ne bomo rekli, da je to pa Matjaž, ne iz Celja, ampak klega, ko ponaša Izarda. Ja. In mogoče, jaz mislim, da ni to zavedno, ampak sam hočem reči, da pri komediji je ful več komedije črpaš iz stvari, ki niso komedija, kot od drugih komedijantov. Ok, to pa fair enough, ja. To čišteka, tudi če bi bil nek zen budist, pa bi se lahko prepričal, da odmislil, da si neki videl, ne, podzavest naredi svoje, ne. Zihar. Pač ne je točki podzavest naredi svoje, ne. A veš, mislim, ker cel point komedije, komedija spet zdaj ni taka huda umetnost, ne, mislim, to je malo bolj zapletena obrt, rečemo, ne. Okay. Za katero pa moraš imeti feeling, saj tako kot muska, veš, moraš ti znati igrati kitaro, ampak pa imaš 3 tipe, ki znajo igrati kitaro, ampak boš zbral unga, ki pa to počne s feelingom, ne. Ja. To je to. Oziroma, če so tamburice? Če so tamburice, to se ve, kiro ime. Kiro ime na vrhu. Je na vrhu. Ti si zastavca na Aljaževem stolpu. Okay, mogoče smo zdaj malo preterali, mislim, ker so tudi boljši tamburaši. Ne, zdaj ne so zdaj van vleč, jaz hočem deklarata ta fama. Ampak so mrtvi, nisem. Ni jih več v bistvu. Ja, še en mit legenda o tamburici, Jureta Karasa, to mi je kar všeč. Okay. Naprej gremo na stran organsko prijema, samo še eno vprašanje imam, sorry, ker sem tak nerd glede te obrti, ampak te stvari me res pač ekstra fascinirajo. Prej, ko si rekel, ne, če vnaprej poznaš igralca, ne, pa da je potem lažje pisati zanj. A bi zase isto lahko, a je to pa še lažje, ker si ti? Ja, itak. To je najlažje. Okay. Itak mi fulkrat očitajo to, da ko pišeš za drugega, se probaš skrit. Jaz se itak ne morem skrit, ker pač imam nek svoj stil in kdorkoli govori moj tekst, fulkrat dobim to, ja, kle sem pa prav vedel, ne, da si to ti pisal, ne, ker je pač nek stil, ne, in ko se ga težko losaš, se včasih prav razmišljam, ja, kako iti stran od tega, ker ne vem, pač probam, klepa recimo opazujem druge pisce, druge komedijante, ker znajo, ne vem, recimo punce, ne, kako kakšna ženska kaj obrne, jaz nikoli v življenju ne bi naredil tega joka in tako pol, ko vidiš, kako je to izveden in kaj to je, tako, pa to je genialno in kakšen budala sem, da se ne bi tega nikoli spomnil. Mislim, hočem reči, če kaj delam pri drugih komedijantih, iščem druge načine, kako povedati jok, se pravi drug glas, ki ni moj. Ne. To se mi zdi v bistvu v tem trenutku največji izziv, ker s tem dobiš neko širino karakterjev, ki jih lahko delaš. Ne. Ja, tako da zame meni ni problem pisati. Itak vse pišem zame, pa probam to prevesti v jezik unga, ki bo to dejansko govoril. No, okay, ampak ta detajl mi je že kar pomemben, da si umesti, da ni samo, da ni direkt nanga pisan, ne. Da še zmeraj sebe pol probaš kaj zgnest, ne, v Godlerja, I guess, ne. Ja, mislim, ne, to je moj humor, ne, mislim, pač Godler ima nek svoj humor, ne, jaz pač zdaj probamo nekako to skup pripeljati, ne, kako bo zdaj on izvedel neke besede, ki jih ne bi on verjetno nikoli napisal ali pa povedal, jaz pa probam ugant, kakšne besede bi pa on napisal, če bi. Okay. Mater sva zakomplicirala. Ne, pa ni, viš, meni to. Lahko da govori iz mene zgolj češka voda. Ne, sploh je ni tok. Ja. To je nekaj švoh, ne? Ja, 4-3. Češka voda je zmerom švoh, veš, kaj je tako mišljena. Ja, pa se to mi je Napo razlagal, da to pol tam, kad delavci pijejo, da tudi lahko delaš, pa piješ, pa ni panike, pa to je neka cela teorija. Tako da, Čehi, lej. Mislim, zdaj ne prešparaš blazen velik z teh 0,7 razlike. Ne? Mislim, da, na 10 se poznano, to je res. Ne, ampak to se strinjam. Strojna oprema je pa sekcija, ker ti meni poveš, kjer telefon pa računalnik imaš.
A si boš serijske tudi zapisal? Ne, serijske. Ne, ja, serijske dobim pa telefon imam Moto G, tretja generacija. Da, lahko ti ga tudi pokažem tam le. Res Moto G, to pa spoštujem. Zakaj? Preberi, jaz se enkrat jaz full telefona testiram, se za monitor pišem in naredim en tak vodič, ki mene polosi pač kličejo in mi maile pošiljajo in vse živo, kjer telefon ne kupim, pa nekaj tako napišem, lej tole, pač, da lahko ne odgovarjam vsakemu posebej. In to zdaj na page dajem in je Moto G, ne, ta 5K plus je moj recommendation za poceni telefon. No, ker zdaj recimo glih razmišljam po času, no, ta sicer še deluje, ampak se recimo na bateriji že mičkan čut, da peša. Ja. Meni je to kar ena dobra odločitev bila, telefon za 200 €, ker se mi zdi, ne vem, zakaj je idiotsk imeti telefon za Jurija, pa za 700. Bi se dal pogovarjati, ampak vseeno si pa izbral, kar se mene tiče, to se pravi tretja generacija, si rekel, dejansko najboljši telefon za 200 €. Hvala. Takrat, ne, res, to pa iskreno povem, zato sem pa, bom kar rekel, navdušen nad tem odgovorom. Računalnik. Več jih imam, veš. No, pa povej. Tako, no, imam enega prenosnika Lenovo, tako je tis Y580, ne vem, kva je to. To je Yoga. Ne, ni Yoga. Ni sam Y. A je Y. Ja, je. Črn je, ni Yoga. Veš, kako je Lenovo to v črni? I think pad. Ni škatla. Okay. Je pa, ne vem, pač neki kar kul, ne vem, quad-core, pa to neki, ki lahko tudi video delaš. Video lahko pač, no, vse kul, ja. To je pač ta domač laptop, pa imam laptop zapisati okrog, ki je čipes rdeč Asus, ta malo, kva je X205 TA, ki je pa krasen, ker zdrži baterija 100 ur in je bolj dober. Pa imam pa v studiu, tizga sem itak sestavil Kišto. Kišto, to ne možno če je Kišto, to sem pa zmerno sem Kišta napišem. Kišta, 8 korov, vsi rami in tako naprej. Edim prav, tako imam tudi jaz zdaj, tako da, ne, to razumem. Ok, tablica, to na vsake tog cajta, koga prav, ne? Ja, imam enega iPada, kva je to mini, ampak sem ga dobil zadaril. In ga pač sam maš in ga ne uporabljaš. Ne, veš kaj, rišem gor dejansko, kar je kar kul. Kupil sem si en vakuumov. A res? Ja. Okay. Zato je v redu. Ne, pa bil v redu po moje za marsikaj, ampak jaz pač vse sem na PC-jih sem, ne. Ja, valjda. In ne morem ga konektati normalno na nič. Okay. No, že to z vakom, ja, to pa, ok, fair enough. Ja. Zdaj pa programska, ne, oprema pa 5 aplikacij, ki jih dejansko uporabljaš, lahko vzameš telefon v roke, če češ, da pogledaš. Se vem, kjer je. Ne, ok, ne, dober, TripAdvisor, absolutno. Ok. Google Keep. Keep managed, ok. Dobar, a kaj, zdaj bomo vse Googlove... To stvar tudi, če mi Googlove, vklej ni napačnih odgovorov. Drive, itak, ok. Drive, fair enough. Booking. Vidim, da greš na dopust. Nisem skozi na dopustu. Okay. Ne, mislim, ampak to je to, kar jaz uporabljam. Lej, nič slavega. Še en guide. Pa Maps, to je to, tako sem tudi do sem prišel. Okay. In recimo, mim grede bi še to omenil, da me je Google Maps hotel po peš poti pelet nekje, ki bi bilo 11 minut, se pravi tja, tako kot si ti hotel. Tako sem jaz hotel, da greš. Do pumpe pa okrog pa nekje nazaj, ampak sem jaz seveda svojim človeškim nadmočnim razumom, kar tudi marsikaj pove o točki singularnosti in reju Kurzweilu. Smo še daleč, rej nima prav. Okay. Jure, zadnje vprašanje, ki je tudi vedno isto. Če bi mogel izpostaviti eno fizično stvar, stvar, ne sme biti tvoja babi, ne, ki je naredila, to je vsakič rečem, ni važen, ki je naredila tako vtis na tvoj life, lahko še imaš, lahko nimaš več, ampak nekaj, ki je bilo zate narejen, kaj bi to bilo? Če bi mogel eno fizični objekt izpostaviti, kaj bi to bilo? Ti si tako naporen, kaj ti najbolj v lifeu? Čak, stvar, objekt, ki je neki zame, kaj je bilo pa tako. Zdaj sem vzikar moram spomniti, kaj še enega kul darila, kaj pa kdo na smrt užaljen. Tako, jaz sem ti za 30 rojsten dan, sem ti kupil kitaro. Kle sem vse živo sem že dobil za odgovor. Res ni napačnih odgovorov v aparatu, tako da sam objekt mora biti, tajde. Rabaš pa vsaj odgovor, ne? To je pa res,
Meni so všeč te na eno awkward pauze. Jaz uživam v tem. Okay. Evo, eno tako simbolično, tako solzavo. Akustična kitara, Okay. ki sva šla s fotrom kupiti, ker sem jaz začel igrati kitaro, ker najprej sem igral violino, pa sem začel igrati kitaro. Okay. Preden sem, pa tamburica. Tako, preden sem postal odličen v tamburici. Okay. In sva kupila to akustično kitaro in je valjda en model nasral totalno, pač čez oglase sva šla kupiti, ne. Aha. Full chip, ne, valjda, ne, ker pač smo iz Fužine in nam mi dali denarja za inštrumente. Salomon oglasnik. Tako, Okay. no, ampak point je bil, ne, da sem jaz zelo kmalu potem sem pol na fehtu še za pick-up, ker valjda smo pol že imeli band, ne, in sem jaz hodil to na elektriko igrati, ne. In se je izkazalo, da je pač premajhna luknja, ne gre pick-up, ker sva kupila sva neko standardno, neki nam je podvalil, ne vem kva, neko 3/4 kitaro brezvezno. Meni vse kitare izgledajo velike. Ne. Tako da, ampak pol je fotor, ne, seveda salomonska rešitev, ne, vzel je žago lepo in je sam okrogune lukne naredil, uvalil noter pick-up, ki je perfektno delal. Ja. In to je to, ne, ampak recimo tako, če se spomnim enega imidža, recimo tako, Top. Všeč mi je to ta zrezana akustična kitara. Lepa. Všeč mi je, ki si rekel, da je bila tekst, mislim, da smo samo glede keša slabost čez pršel. Tam je všeč, da je bila nestandardna. Ne, grozna kitara. Nasploh je bila, struna je imela tako, mislim, da centimeter pa pol stran. Jaz sem krvavel prste, tako da 2 leti zihar, pa so pač radili tako trdi, da... Ja, se je koža odbelila. In je bila tudi dobra odskočna deska za mojo kariero tamburaša. Ja, kjer še enkrat najboljši živeči tamburaš, če prav razumem. Jure, najlepša hvala. Prosim, hvala tebi. Ker si bil v aparatusu. Jaz bom mogel prespati, to se zaveš, da ta soseska, jaz ne grem ven iz tega bloka, stari. Kako nisi Fužin, stari? Jaz sem, ampak zdaj sem se razvadil, zdaj sem centraš in to, ne, pa tako ful je čud, kaj je to spok za ena regija? Savska je to. Dej taksi mi boš poklical, ampak čist do vhoda. Ok, zmenen. Reče adijo. Adijo. Čau. To je bila 153. epizoda Aparatusa. Če vam je bila všeč, jo delite, kje je Facebook, Twitter in podobno, Instagram, jaz ne vem, kje vse ste. Jure te najdete na internetu, več ali manj je posod, če Jure Karas napiše, nima pa Twitter računa, ker mu kar malo zameram. Ampak ker se mi zdi, da je bil pač on dosti cool za Twitter, ampak tako je življenje. Jaz sem na Twitterju, Snapchatu in Instagramu ZT, tako da mi lahko tam težite. Drugač pa še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate tale podcast, pa v nekaj delite in dajete ocene, res ful cenam. To je pa več ali manj to. Hvala, ki ste poslušali in čau.